Ola, sem hotel narediti en kratek video na temo visoka vibracija, ker slišim to besedno zvezo dostikrat v družbi. V glavnem, jaz se ukvarjam z duhovno-religioznimi temami, bolj z duhovnimi. Ne zanimajo me neka prepričanja in neke dogme, ampak duhovna integriteta, torej duhovno utelešenje me zanima me resnica, zanimajo me stvari, ki so ne samo abstraktne, ampak v večini oziroma primarno utelešene, praktične stvari, ki jih ljudje zares živijo. V glavnem spremljamo svetovno situacijo duhovno-religiozne ljudi, torej ljudi, ki naj bi se ukvarjali z holističnostjo človeka, in vidim, da večina folka in tako na slovenski sceni in kot v tujini, da nimamo neki dosti zavednosti, kaj pa šele integracije v svetu. Dosti je nekih besed, ki so v bistvu prazne in za tem ne stoji nobena energija. In tega je ogromno in zakaj je to nevarno? Zato, ker to so vse laži, ampak ker so pol resnice, so še bolj nevarne kot laži, zato ker zvenijo mamljive, in če nisi dovolj v integraciji, ne pa prepoznavaš med resnico in lažjo, in te s tem dodatno zavajajo. In torej polresnice so zelo nevarna stvar in rad bi v tem videu razčistil to besedno zvezo najvišja oziroma visoka vibracija. V glavnem v naši družbi in na slovenski sceni in v tujini boš dostikrat slišal high vibration oziroma visoka vibracija, tako v religioznih krogih in duhovnih krogih, in ljudje skušajo predstaviti, da naj se ljudje ne bi vdajali v neka negativna čustva, v neka negativna počutja, kot so jeza in žalost, ampak da naj bi se bolj vdajali in čim več čutili in živeli pozitivna čustva, kot so na primer neka ljubezen, veselje, radost. In skušajo povedati, da če se vdajaš v ta pozitivna čustva, se vdajaš v visoko vibracijo, in dlje, ko se vdajaš v to visoko vibracijo, bolj boš pač v visoki vibraciji. In da dejmo se tega čim več v to vdajati. V glavnem, in to je ful veliko zavajanje, to je ful velika laž, in že samo, da govorijo o teh stvareh na tak način, kaže, da nimajo pojma, kaj govorijo, da so nezavedni, da govorijo samo lepe prazne besede, in to nakazuje na to veliko disociacijo v njih, na njihovo neintegriranost. To, da nimajo nobene integracije, da niso sploh integriteta. Ampak danes je ogromno ljudi, ki to tako z veseljem kupi in si potem namišlja neko svojo iluzijo, v kateri živijo. V glavnem, kot pravim, na svetu ni dosti vrednih, naravnih, celostnih, zares razvitih ljudi, in zato je tle ta kanal, da se razčistijo te iluzije, ki se prodajajo. V glavnem, kaj pomeni ta visoka vibracija, kaj pomeni ta najvišja vibracija, kaj pomeni živeti najvišjo vibracijo na svetu, kako se najvišja vibracija kaže, kako jo prepoznaš, kaj pomeni biti v najvišji vibraciji. Najvišja vibracija na tem planetu ni živeti v nekom pozitivnem stanju, dobrega, pozitivnega, veselega, ljubečega, radostnega počutja, ampak je sposobnost biti spontan, integriran, torej imeti integriranost življenja in s tem biti sposoben spontan in nenavezano živeti samega sebe. Biti nenavezan v izražanju, v življenju samega sebe, to dosežeš s tem, da imaš integracijo samega sebe, in če imaš to, imaš spontanost in svobodo v življenju. In do tega prideš z brezpogojno ljubeznijo. In brezpogojna ljubezen pomeni sprejemanje vsega, kar se vsak trenutek izrazi skozi nas v našem življenju. Torej, brezpogojna ljubezen je predaja življenju. In predaja življenju pomeni biti odprt
in sprejemati celostnost vsakega trenutka, takšnega, kakršen je. Torej, ne živeti distrakcije in s tem iluzije od trenutka, v katerem si, in sprejemati samo del, kateri ti je prijeten, kot naprimer neko prijetno čustvo v tem trenutku, v naslednjem trenutku pa biti v ignoriranju od negativnega čustva in stremeti k pozitivnem čustvu. To je stanje iluzije in upora življenju. To ni visoka vibracija. In se torej potem siliti k nekem pozitivnem čustvu in bežati od slabih čustev. To kot prvo sploh ni opolnomočeno stanje, to ni svobodno stanje in to ni brezpogojno sprejemanje. Torej, to ni visoka vibracija. Najvišja vibracija v realnosti, v resničnosti za ljudi, ki bi radi v resnici živeli, je biti sposoben živeti karkoli tisti trenutek teče skozi tebe. Torej, ne biti v distrakciji, v ignoriranju od življenja takšnega, kakršen je tisti trenutek v tvojem življenju. To je najvišje stanje. Najvišje stanje je konstanten pretok življenjske sile. Najvišje stanje je konstanten pretok, ne distrakcija, ne ignoriranje, ne upiranje, neustrašnost, čemurkoli ta trenutek priteče skozi tebe. In da si to sposoben spontano izražati v javnosti. To je stanje svobode, to je stanje brezpogojne ljubezni, torej brezpogojna ljubezen te pripelje do tega stanja svobode. To je edina svoboda, ki je resnična in zrela in dosegljiva, individualno in celosvetovno. In to je stanje, ki zagotavlja konstanten pretok tebe samega. Takšnega, kakršen si vsak trenutek, tisti trenutek tak, kakršen pač moraš biti, kakršno življenje zahteva od tebe. In če je to izražanje žalosti tisti trenutek in si neustrašen in te ni strah in si sposoben spontano, brez upiranja izražati žalost pred očmi drugih, če tisti trenutek življenja to zahteva od tebe, je to najvišja vibracija tisti trenutek. Če je to, da prideš v situacijo, kjer moraš agresijo izraziti in se v tebi začuti agresija in si jo sposoben brez strahu, spontano, brez oklevanja izraziti tisti trenutek, jo čutiti, si jo dovoliti, ker tisti trenutek v življenju zahteva, da si torej odgovoren in da si odgovoren do življenja in da jo izraziš, tisto življenje, tisto življenjsko silo, ki tisti trenutek teče skozi tebe, in če je to agresija, je to najvišja vibracija tisti trenutek. Torej, najvišja vibracija je konstanten pretok življenjske sile. Ni povezano z nobenimi čustmi. Ni vezano na nobeno stanje. Najvišja vibracija je odprtost življenja, je predaja življenju in s tem doseg svobode od navezanosti na neko specifično stanje ali počutje. Torej, samo če si ti sposoben biti neustrašen, torej zaveden in neustrašen v sprejemanju česarkoli se skozi v tvojem življenju želi izraziti vsak trenutek, samo če si takšen, torej da si zares odgovoren, zrela oseba in si sposoben to živeti, samo na ta način se boš osvobodil navezanosti na katerikoli drugi del življenja. In navezanost je tisto, kar nas sili v beg k nečemu drugemu. Torej, če si navezan, da nočeš biti viden v nekem počutju, žalosti, naprimer, potem boš celo življenje, torej, če si navezan na to, da nočeš biti viden v žalosti, zato, ker se tega bojiš, potem boš celo življenje bežal k dobremu počutju in mislil, da se hočeš in da se moraš in da se želiš cel cajt samo nekaj pozitivno obnašati. In to je fake, to je lažno. To ni nobena visoka vibracija. Torej, kako boš drugače doživel osvoboditev in konstantno, torej sposobnost spontanega sproščanja življenjskega sile, torej niti ni res tako, kar sem rekel, da ti sproščaš življenjsko silo, ampak samo nehaš jo ignorirati, ker ti nisi Bog in življenje
samo od sebe teče. Vse, kar lahko narediš, je, da nehaš ignorirati, biti v distrakciji od nečesa, kar ti je tisti trenutek v tvojem življenju in ti je neprijetno. To je to. To je najvišje stanje vibracije, ker slišim neke duhovnike, patre in na slovenski sceni, medije in vse žive duhovne, religiozne ljudi, ki nimajo pojma o duhovnosti. Najvišje stanje je sprejemanje življenja takšno, kakršno je. To je najvišje stanje. To je najvišja vibracija. Če je tisti trenutek agresija v tebi, jo moraš biti sposoben živeti spontano. Če je tisti trenutek pride žalost, če jo nisi spontano sposoben izraziti in živeti pred očmi javnosti, torej v javnosti, kot nekaj normalnega, tako kot ti je vsaka druga stvar nekaj normalnega in spontanega, če nisi sposoben tako živeti celega sebe, potem imaš strahove, imaš sence in če imaš strahove in sence, si v okovih, nisi svoboden. In potem, ker si navezan na te sence, bežiš od njih v neka dobra počutja, pod katerimi se pretvarjaš, da si v visoki vibraciji. To je fake, to ni nobeno opolnomočenje. Na tem svetu je ogromno laži. Ogromno laži boste slišali v svetu in šele ko boste sami v integraciji, boste prepoznali, kakšno zlato vam tukaj prodajam. Zastojn. Najvišja vibracija je biti sposoben, biti spontan v izražanju celega sebe. Samo ko to zasežeš, nisi več na nič navezan in ne na način neke meditacije, ki je disociacija, ampak z integracijo življenja. To je prava nenavezanost in s tem sposobnost spontanosti svobodnega življenja. In s tem prepoznavanje resnice v drugih in laži v svetu. To je opolnomočeno stanje. Šele ko boste sami blizu tega, boste prepoznali, da govorim resnico. To je to. See ya.